V galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki je na ogled gostujoča razstava z mednarodnega projekta Bavne mreženja idej in praks. Nosilec je Zagrebški muzej sodobne umetnosti. Gre za raziskovanje povezav med umetniki jugovzhodne Evrope kot študenti znamenite weimarske šole Bauhaus, ki jo je obiskoval tudi slovenski slikar Avgust Černigoj. Černigojevim delom se pridružuje zbirka Marie-Louise Bettelheim, v kateri so dela znamenitih profesorjev in študentov šole Bauhaus. Šola, ustanovljena leta 1919, se je odlikovala po izjemnem profesorskem kadru in študentih, ki so presegali tradicijo. Tu so se prvič zbirali mednarodni študenti iz vse Evrope, pozneje tudi sveta, ki so se prišli učiti o sodobnem dizajnu, arhitekturi in pozneje o likovni umetnosti. Ta šola je bila zaradi svoje usmeritve, da je intelektualec pravzaprav državljan sveta, ki ga ne smejo omejevati spolne tradicije nekih držav, leta 1933 s pojavom nacizma zaprta. Je pa pustila neizbrisno sled v oblikovanju in umetnosti. Na primer, trenutno sodobne škatlaste oblike stanovanjskih hiš so prvi že okrog leta 1920 risali Bauhausovci. Edini Slovenec, ki je kratek čas obiskoval to šolo, je bil slikar Avgust Černigoj. Černigoj sicer je imel druga pota, on je študiral v Nemčiji, v Münchnu in se potem, ko se je formirala, ko je Walter Gropius sformiral šolo v Weimarju, po močni želji in ambicijah, da se prestavi v Weimar, pisal v šoli, bil najprej zavrnjen oziroma so mu rekli, da je študentov preveč, pa potem je nekako le uspel dobiti to, da so ga vpisali v ta pripravljalni začetni tečaj Weimarske šole. Zaradi proučevanja Černigoja je del projekta Bavne tudi Loški muzej. Šlo je za en tak prelom s tradicijo, pomembna je bila pa njegova pot v Nemčijo, v München in potem leta 1924 obisk Weimarja oziroma šole v Weimarju, kjer vemo, da so se zbirali največji avantgardisti Evrope tistega časa in kjer se je rojevala nova umetnost, moderna umetnost, revolucionarna umetnost, ki je prelomila s tradicionalnim pojmovanjem podobe, prostora, časa. Na razstavi so skušali prikazati njegovo najbolj plodno obdobje. In zato, ker je tam spoznal, predvsem ustvarjanje s kolaži, to ga je zelo fasciniralo z objekti, z različnimi materiali, delavnice, se te ideje je potem prenesel v svojo umetnost in zato je tudi razstava posvečena temu njegovemu zgodnjemu, najbolj plodnemu obdobju, to je konstruktivističnemu obdobju. Sodeloval je tudi s tržaškim gledališčem Svetega Jakoba kot scenograf. Sicer dokumentov in ohranjenih fotografij je zelo malo, imamo pa pač te kolaže sposojene iz Slovenskega gledališkega muzeja, tudi neke rekonstrukcije pripravljenih, predstavljenih na razstavi, rekonstrukcija njegovih kostumov, rekonstrukcija njegove kostumografije, ravno zato dobimo občutek, kakšen občutek je imel za prostor in kako je dojemal povezavo med umetnostjo in življenjem. Delček weimarskega kroga predstavlja zbirka Marie-Louise Bettelheim, ki je v Zagreb prinesla mapo z deli Bauhausovcev. Gre za fotografije, korespondenco in dela znamenitih profesorjev ter študentov iz začetnega obdobja šole. Med njimi so Paul Klee, Lou Scheper, Molnar in Farkaš. Zbirka je preživela v neugledni razcefrani mapi. V njej so bile vse te stvari, ki jih imate tukaj od Marie-Louise Bettelheim kot zbirka na omari. Pripotovala je iz Weimarja 1927. leta in se pozneje selila skupaj z mamo. Vendar je bila na omari, vse skozi v teh platnicah. Projekt Bavne, finančno podprt z evropskimi sredstvi, Loškemu muzeju prinaša nova spoznanja o Černigoju in Weimarju. Sicer se nismo nadejali, ali nam bo uspelo ali ne, ampak to je bil cilj. Najti nekaj novega, odkriti nekaj novega, zgodbo poglobiti, povezati stvari in resnično nam je uspelo v Weimarskem arhivu najti dokumente, ki pričajo o njegovem bivanju v šoli na Bauhausu, dejansko njegovi opisni listi, dopisovanje s šolo, ki sicer po drugi strani tudi postavlja pod vprašaj, koliko časa dejansko prebil na Bauhausu, ampak to so že vprašanja za naslednje raziskovanje in tak izziv in to, da se je zelo veselilo brez sredstev, sigurno mednarodnih evropskih sredstev, so pa te stvari veliko težje izvedljive, tako da tukaj smo dosegli svoj cilj.